Pozdravljeni, sem Siolov filmski kritik Igor Harp in danes gostim prevajalca in reperja Mihaela Leopolda, znanega pod vzdevkom Leopold I. Zaslovel je s protifašistično pesmijo Nesen, eno bolj političnih pesmi zadnjega desetletja, preboj pa mu je uspel z igrivim Kinderspiel, ki je bil v številnih filmih in serijah. Besedila piše v domačem radgonskem narečju, kar jim doda pristnost tako pri urbanih temah, kot pri bolj elegičnih, kot je recimo pripovedna in protivojna tista zakartana ura. Leopold, dobrodošel v podcastu. Zdravo, hvala za povabilo. Rap oziroma hip-hop velja za eno najbolj aktivističnih glasbenih zvrsti že iz 80-ih, že iz časov Public Enemy in NWA, ki so izpostavljali rasizem pa policijsko nasilje, recimo. Kasneje pa je bilo eno obdobje, ko se je zdelo, da vsi rapajo samo o tem, kako so najboljši raperi, koliko denarja imajo, koliko punc okrog sebe in vse to. Zadnje čase pa se mi zdi, da spet se vrača bolj politične vode, tudi s pesmimi, kot je Nesen. Kakšen je tvoj pogled na to? Se delno strinjam, čeprav mislim, da hip-hop kot kultura v osnovi ni nujno politično oziroma neko aktivistično gibanje a priori, ampak bolj neka skupnost, ki povezuje ljudi, ki v bistvu v ospredje postavlja v bistvu zabavo, sprostitev, povezovanje, neko urbano kulturo. Seveda pa je zelo blizu ves čas ta aktivizem, se vemo, hip-hop izvira iz urbanih črnskih naselij v Združenih državah in seveda oni so se zmeraj tudi postavljali za svoje pravice. Seveda pa rap kot format, kot rečemo glasbeni žanr, je pa zelo, zelo širok. Da se to ta kozarec napolniti z marsikatero vsebino. Lahko je to aktivističen, političen rap, lahko je kak drug, lahko je preprosto neka zajebancija. Tako da, jaz mislim sicer, da je pomemben ta vidik, da se opozarja na družbene krivice, da se spregovori o družbeno-politični situaciji, kakršna je, ker se mi zdi, da v bistvu vsaka umetnost lahko postavlja nekako zrcalo družbi in rap kot sam format, ki omogoča v bistvu kar dosti besedila, da se ga vključi, se mi zdi tak format, ki se ga da zelo fajn uporabljati za takšne stvari. Ne bi pa to postavljal kot tisto glavno stvar, ki zaznamuje ali pa ki je glavna lastnost hip-hopa. Kaj pa je spodbudilo Nesen, v kateri nanizaš recimo temu malomeščanske poglede na svet, ki so dejansko sovražni, in na to še omeniš ključna imena desničarskih populističnih politikov. In kakšni so bili potem odzivi na to? To je bila kar hecna zgodba. V bistvu prva ideja je izvirala nekako iz tega, da sem po medijih zasledil nek obračun med dvema politikoma slovenskima, od katerih je en drugega imenoval za fašista in potem je to pristalo še na sodišču, ker on drug se je počutil užaljenega, in potem je celo sodišče ugotovilo, da v bistvu, če nastopaš z neko fašistično retoriko, ni nič narobe s tem, če te nekdo imenuje za fašista. Ta odziv takrat se mi je zdel zelo zanimiv, da nekdo, ki ima neke nestrpne poglede ali pa nastopa nastrojeno proti manjšinam ali pa drugače mislečim, kakorkoli, se tako boji tega izraza, za katerim pa v bistvu z celim srcem stoji. In to mi je bilo takrat ful fascinantno in tako sem nekako začel razmišljati o tem refrenu, da pač ne sem fašist, ampak bom pa zagovarjal take. Čeprav se mi pa zdi, da zdaj, to je zdaj že nekaj let nazaj, vedno manj se obremenjujejo fašisti za tem, če se jih imenuje za fašista. Se mi zdi, da kar postajajo vedno bolj neposredni in ponosni na to, na svojo nestrpnost in ksenofobijo. Ampak vseeno
do neke mere je pač lirski subjekt te pesmi politik, do neke mere pa to en običajen človek. Ne? Ja, Kar se mi zdi zdaj, politiki so vedno bolj neposredni glede tega, da so dejansko fašisti, ampak običajni ljudje pa se mi zdi, da še vseeno ne. Ja, jaz sem pač zdaj govoril o tem, odkot je prišla inspiracija na tih. Seveda pa marsikateri slehernik komentira na Facebooku s prav tako sovražno retoriko. In tudi takega človeka v bistvu potem vključim v to svojo pesem. Jaz sem dejansko te svoje verze sem črpal iz konkretnih izjav določenih, ne samo politikov, ampak tudi nasplošno iz nekih izjav na Facebooku. Tako da v bistvu so mi zelo poenostavili pisanje te pesmi. Šel sem na Facebook, malo poskrolal po njemu in si izpisal par takih zanimivih pogledov na svet. Včasih se pač pesmi pišejo same, ali pa jih pišejo drugi za mene na ta način, da pač dajo takšne izjave. Ti samo potem rime zložiš. Tako. Kakšni so pa bili odzivi na to pesem? Sploh, prej si omenil politiki, ki so tožili druge politike, ti tudi dejansko omenjaš slovenske in evropske politike v pesmi. Se je kdo zbunil zaradi tega ali pa njihovi? Pa mislim, da ne tako neposredno. Zdaj tu moram tudi povedati, da v bistvu jaz, ko sem izdajal to pesem, najprej nisem imel namena sploh izdati, niti nisem takrat še razmišljal o tem, da bom jaz delal kakršnokoli repersko kariero ali kaj takega. Tako da, ko smo to pesem posneli, oziroma vsaj moj demo, se mi je zdelo, da je mogoče, da ne bi rad nastopal kot za nek političen reper v prvi vrsti. To je bila moja prva misel. Hkrati se mi je zdelo, da je lahko hitro skladba napačno razumljena ali pa interpretirana, zato ker čeprav ima ta ironičen podton, sem ga poskušal čim bolj pri dnu zadržati, se pravi, da ni na prvo žogo ironija, ampak šele tam mogoče, ko pride v refrenu, ko govorim, da Mussolini ni bil fašist, takrat je jasno, da gre za ironijo. Zdaj, odzivi so bili zelo različni, marsikdo si je točno tako, kot sem predvideval, tudi napačno razlagal pesem, ampak iskreno nisem se posebej s tem obremenjeval, niti nisem zdaj sledil nekim odzivom, najbrž se na internetu marsikaj dogaja, marsikdo marsikaj komentira. Zdaj, če bi jaz bral vse te komentarje in se s tem ukvarjal, bi lahko verjetno jutri nehal ustvarjati, ker bi se samo še ukvarjal s tem, koga sem zdaj prizadel ali pa užalil, in mislim, da to ni moja naloga. Zdaj, kak teden preden to snemamo, je v javnosti odmeval koncert reperja Demiena v Izoli, kjer so poslušalci izobesili fašistične simbole. A je torej hip-hop aktivističen na obeh poljih, če tako rečem? Ne. Ne, jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da to ni imelo veze s hip-hopom. Tudi ne poznam zdaj podrobne situacije in kaj se je dogajalo. Videl sem te slike, ki smo jih videli vsi, slišal sem tudi njegove izjave. Mislim, to je pač njegovo mnenje. Jaz mislim, da pač nekaj takega nima prostora v hip-hopu, v sami kulturi, ki je v bistvu izvira iz neke črnske kulture, ki se zavzema za človekove pravice in tako naprej. Tako da to je zelo nekompatibilno. Zdaj razumem pa, nekdo pride na koncert, kaj takega izvede. Verjetno tudi reperi, ki so tam nastopili, se s tem ne strinjajo vsi. Najbrž večina, si upam trditi, da ne, ker jih kar nekaj poznam in so vsi ljudje, ki se zavedajo vrednot hip-hopa in so dobri MC in so se tudi javno o temu izrekli, da se s tem ne strinjajo. Mi je pa zanimivo, da se to pojavlja, kakšne take scene, kar samo kaže na to, da v bistvu se ta neka populistična desnica zelo krepi v Evropi in potem je nekaj takega tudi za pričakovati. Kako pa je globalno s tem? Zdaj v Veliki Britaniji so denimo Nikep pa Low-Key glavni protestniki proti genocidu v Gazi, medtem ko pop in rock glasbeniki pa bolj neke vljudne izjave dajejo in probajo ne razjeziti nikogar.
A je to začutiti tudi tukaj pri teh glasbenih zvrsteh, ali meniš, da so druge ravno tako aktivistične, samo da ne pridejo toliko v javnost? Zdaj, če sem čisto iskren, zelo slabo spremljam glasbeno sceno, nasploh nekih teh neke te popularne kulture ne spremljam zares, tako da težko komentiram. Ampak glede na to, da smo imeli lani tiste koncerti, ki so bili v podporo prebivalcem Gaze, koncerti, s katerimi smo v Sloveniji poskušali opozarjati na to problematiko, na genocid. Tam so bili glasbeniki vseh možnih žanrov, ne? Spomnim se Adi Smolarja, spomnim se Kokosov, tako da jaz mislim, da pač glasba na splošno je tukaj zato, da povezuje, zato, da širi dobro voljo in neko pozitivno energijo med ljudmi in ne zato, da se spravlja na manjšine in proba nekoga zatirati. Kako pa je s poslušalci hip-hop glasbe? A se ti zdi, da vsaj na tvojih koncertih, da so tam bolj zaradi besedil ali zaradi muzike? Težko ocenjujem svojo publiko, ne? To bi bilo bolj vprašanje za njih, ampak jaz mislim, da je oboje. Ne? Zdaj, je pa drugo vprašanje, kaj meni bolj odgovarja kot artist, ki je na odru. Opažam, ne, zdaj po nekaj letih teh nastopov po raznih festivalih in velikih odrih, pa tudi manjših, da mi ful bolj ustreza neka intimna atmosfera, kjer ljudje sedijo, mogoče kaj popijejo in se bolj sfokusirano posvečajo glasbi in temu, kar mi na odru izvajamo, kot pa zdaj, da je to sama žurka in akcija. Zato tudi v bistvu sva zdaj začela z mojim producentom Vidom Turico delati koncerte kot duo, on na kitari, jaz na mikrofonu, in je bolj taka na nek način že skoraj kantavtorska izvedba mojih pesmi, se pravi čisto nova oblika. In to je točno iz tega razloga, ker si želim, da ljudje sedijo, poslušajo, ker smo zato prišli, da se posvetimo glasbi in da ni to samo ena pijanica in žurka. Vprašam tudi zato, ker jaz sem nekoč bil profesor angleščine in sem imel enega dijaka, ki je, mislim, še ena komaj dobil, ampak je non-stop poslušal rap glasbo. Ampak ni mogel razumeti, po mojem mnenju, več kot 4 besed. Ja, sej to je pa točno ta point, ne. Rap ni nujno, da se ukvarja samo z besedili in z tem, kaj nekdo hoče povedati. Seveda je to pomemben faktor tega, ne, se gre za ritem in poezijo, ampak tudi sama glasba ima moč, tudi sama glasba povzroči določena čustva, čustvene odzive, ti da nek lahko zagon, lahko se poistoveti z njo, ko imaš slabe trenutke, ne. Tudi sam sem začel poslušati rap, v bistvu v prvi vrsti je bilo to za mene neko sredstvo za eskapizem, da pobegnem od tega svojega vsakdana, od svojih skrbi, in meni se zdi, da je to ravno čar glasbe, ne? Če ne bi bilo tega, bi lahko delali potem samo poezijo brez glasbe, ne? Ja. Torej, ja, med pripravo na intervju sem opazil tudi tvoje magistersko delo medkulturna in večjezična komunikacija na primeru tujih študentov Univerze v Mariboru. Kaj te je privedlo v tej temi in kaj so bile tvoje ugotovitve, ker v bistvu teh tujih študentov je vse več, koliko so dejansko vključeni v okolje? Ja, tega je zdaj že kar nekaj let od te moje magisterske, ampak tema mi je bila v prvi vrsti zanimiva, zato ker vedno sem tak z enim očesom že od svojih mlajših let opazoval, ali pa mi je bilo zanimivo opazovati neke marginalizirane skupine. Zdaj, dobro, tuji študenti težko rečemo, da so neka marginalizirana skupina, ampak so pa bile vseeno nekatere ugotovitve zanimive, ne. Jaz sem v bistvu intervjuval različne te študente in kako oni doživljajo svoj študij v Mariboru. In
zanimivo je bilo slišati, ne, da recimo na uradu za tujce, da ni bilo komunikacije v drugem jeziku kot v slovenščini. To se mi je zdelo zelo fascinantno. Ne. Tudi če so pristopili v srbščini ali pa potem v angleščini, se niso želeli z njimi uradniki pogovarjati. Ne. In glede na to, da smo del Evropske unije in da imamo 24 ali koliko je zdaj že uradnih jezikov Evropske unije, in bi naj omogočali sploh znotraj institucij vsaj neko, ne vem, da imaš dokumente v tujem jeziku ali pa neko pomoč tolmaško, hitro ugotoviš, da temu ni tako. Ne. Tak da, ja, to mi je bilo kar zanimivo to raziskovati takrat. Ja. Koliko so pa vključeni v neko lokalno okolje med študijem ti študenti? Ja, so pa kar, ne, sej, zdaj, da ne bom samo kritiziral, ne, mi imamo, ni zdaj urad za tujce edina ustanova, ki se ukvarja s tujimi študenti, ne, to je kar nekaj takih ustanov in študentskih društev in podobno, ki nudijo v bistvu podporo tujim študentom. Tako da jaz nasplošno so tudi sami povedali, da so se lahko hitro in dobro integrirali in vključili v to študentsko življenje v Mariboru. Ampak so pa pač izpostavili določene negativne plati, ki se jih že omenja. Ja. Koliko pa jih sprejmejo sošolci? Najbrž kar zanimivo, ne? Tega iskreno nisem analiziral, ne? Tako da to težko subjektivno ocenim. Zdaj prihajaš iz Gornje Radgone, živiš v Mariboru, koncertiraš po vsej državi. Kakšna pa se ti zdi medkulturna komunikacija med različnimi regijami v državi? Ker včasih se mi zdi, da so bili ti spori dost večji ali pa namišljeni ali kakorkoli. Kak je pa zdaj s tem? Spori... Mislim, Maribor, Ljubljana, ja, recimo, to. Ne? Ja, ne vem. Jesenice, Ljubljana. Ja, ne, kaj pa vem zdaj, iskreno, jaz imam povsod, kam pridem, imam načeloma dobre izkušnje, povsod srečam zelo srčne, zelo fajn ljudi. Vedno znova sem presenečen, ko pridem na nek drug konec Slovenije v kako vas nastopati na neki mini koncert in so tako gostoljubni ljudje povsod, ne, vsi ti stereotipi od teh škrtih Gorencov in kaj, jaz mislim, da to nič ne drži. Ne. In to človek vidi šele, ko hodi tako okrog nastopati. Res, nekateri se tako potrudijo, da si prav šokiran. Ne vem, v nekem intervjuju sem omenil, da imam rad musako in pol pride na koncert in me čaka pleh musake. Ne. Mislim, to so take male, ampak zelo lepe geste, ki ti prav polepšajo pol dan. Tudi če koncert ni najbolj odpičen in najbolj nor, včasih ne, pač ni vedno polno publike, ampak tudi to naredi pol neki poseben čar, zaradi česar mi je pol fajn hoditi na te koncerte in iti v vsako vas in se pogovarjati z ljudmi. Zdaj si tudi prevajalec in to nas pripelje do tvoje te največje uspešnice, ki je priredba nemške pesmi Alle Kinder. Kako to, da si se odločil za ta korak za prevod? V hip-hopu praviloma se ne prevaja, ne? To je bolj domena pop glasbe, ne? Ja, pa sej skoraj že pop komad. No, bolj ska mogoče, ali pa neka mešanica vsega, kakorkoli. Ja, to je zanimiva štorija, ne. Sem imel tudi zelo velik odpor ta komad izdati, ravno zaradi tega, ker se kao v repu to ne spodobi, pa pol bojo rekli, da fejkaš, pa ne vem kaj vse. Ampak je pa hecno, to izhaja ravno iz študija, ne, mi smo imeli stilistiko na faksu in tam smo za neko seminarsko nalogo smo morali analizirati, pač zbral si nek poljuben komad, tuje jezičen in si potem napisal celo analizo, ne, celo seminarsko nalogo. In jaz sem takrat se lotil dveh. En je bil tisti, ki sem ga za seminarsko opravil, drugi je bil ta, ki sem ga pa imel kot rezervo, ker mi je bilo ful se zanimivo v bistvu igrati s tem, na kak način se da to prenesti v slovenščino, ker tudi za ta Kinderspiel oziroma Alle Kinder sem takrat ugotavljal, da to v bistvu tudi tisti original komad
ni v bistvu povsem izvirno delo, ampak izhaja iz otroških, oni pravijo temu neki alekindavice. Se pravi, to izhaja iz neke fore, ki jo imajo v nemško govorečem svetu otroci, ki si jo prodajajo tako med sabo. Tako kot imamo mi kakšne izštevanke, je na njihovih šolah v bistvu ta fora, da nekoga izključijo. In oni so potem Mup Mama z Jan Delajem so to uglasbili, oni so naredili ta svoj komad, ki je seveda mene tudi v bistvu, jaz sem najprej slišal to, potem sem začel to raziskovati. Naredil sem to slovensko verzijo tega in potem je bilo tako, kaj zdaj čem s tem, tega ne morem uporabiti, itak je njihovo avtorsko delo in sem šel jaz iskati zdaj te avtorje in sem jim pisal po Instagramu, po Facebooku in se je reper ta Keno odzval in sem mu poslal demo in se mu je zdelo ful pač cool. Tudi pošerali so potem še na svojem profilu, ker on tudi hodi v Slovenijo večkrat, in je bila še ta navezava, da ima rad Slovenijo. In pol je celo on to še delil, pa vse in se mi je zdelo tako res svetovno, pač vse se je dalo dogovoriti in mi je res fajn, da smo to lahko naredili, ker se glede na odziv se vidi, da je ljudem tudi bilo všeč in bi škoda bilo, da bi izviseli s tem. Tudi pol je milijon teh verzij potem nastalo ravno zaradi tega, ker v bistvu v Nemčiji se vsi s tem igrajo, zakaj se ne bi še mi, če nismo imeli te, rečemo temu, literarne oblike ali kako bi poimenovali te obliko verzov pri nas. Tako da je na nek način ponarodelo in sem vesel, da sem lahko bil del te zgodbe. Drugače tudi Lep dan za smrt je tudi prevod neke poljske poezije. Kar je tudi bilo takrat zelo avantgardno. Vse tega je skozi zgodovino kar nekaj, se mi zdi. Tudi starejši slovenski pesniki so v bistvu jemali kakšne germanske pesniške oblike, pa so jih prenašali strukture verzov v našo okolje. Tako da pa ne bi se rad zdaj primerjal. Si se že. Zdaj, prevajal si tudi poezijo in zadnje čase je veliko govora o tem, kako je prevajalstvo v krizi zaradi umetne inteligence. Kakšne so pa tvoje izkušnje tudi kot prevajalec in kot tolmač? Zdaj, kar se tiče moje prevajalske kariere, ni bila baš neka, če smo čisto iskreni. Prevajal sem v bistvu bolj, bil sem zaposlen na enem podjetju, ker sem pač delal te tehnična besedila in prevode tehničnih besedil, nekaj malega pa sem literarnih prevodov delal, zlasti zato, ker me je v bistvu zato navdihnil ta obisk te poletne šole za prevajalce na Premudi na Hrvaškem. To je v bistvu v sodelovanju z avstrijskimi kolegi iz Graca. Smo šli za 14 dni, dvakrat sem šel na ta seminar in tam smo bili brez interneta, kar je bilo ful fajn, zato ker nas je bilo 14 mladih, ki smo vsi prevajali, vsi smo se ukvarjali z besedili, si gledali pod prste, si pomagali med sabo. In je čist nekaj drugega. Zdaj, umetna inteligenca definitivno prav pride odlično orodje, ampak moramo jo obravnavati kot to, kar je. Se pravi, kot orodje. Ni to neka zadeva, ki bo kar vse naše težave in probleme rešila. Pa sej, zdaj glede na to, da sva oba prevajalca, verjetno veš, da umetna inteligenca v prevajanju ni tak nov pojav. Zdaj smo imeli tiste strojne prevajalnike, pa Trados in podobno. Jaz na to gledam še kot na en pripomoček, mi je pa po eni strani žal, da se je tako zelo razvila ta tehnologija, čeprav je itak sam večinoma pozitivno, ampak žal mi je z tega vidika, da ni več te romantične prevajalske predstave, ta se je čisto razblinila, da bom zdaj jaz hodil ob večerji v knjižnico in bom po knjigi iskal neke besede, pa tam po enem slovaru, pa enciklopediji, pa se učil stvari. Zdaj res se je razvrednotilo delo na nek tekoči trak in pač štancaš te prevode, kar se mi zdi ful škoda po eni strani. Pri poeziji vsekakor ne. Tako, pri poeziji je seveda nekaj drugega. Tam je že, mislim, kako boš dopovedal umetni inteligenci, kje naj zdaj išče ta kompromis recimo med ritmom oziroma med strukturo in vsebino, kar je
vsakič problem, kadar se lotiš prevajanja pesmi, mislim, da je glavni problem, koliko vsebine, kako obdržati čim več vsebine, zato da ohraniš tudi formo. Ne. Ja, pri sonetih ne gre, brez da ohraniš. Tako, formo, ne, ja. pač pri nekaterih stvareh moraš v ospredje dati bolj formo, ampak spet trpi pol vsebina. Tako da tu loviš to neko ravnotežje. Ne. Ja, ne vem koliko je AI že tega sposoben. Ne. Malo sem testiral sicer ChatGPT z kakimi prevodi, pa se še ne odreže najbolj zlasti, če želiš kakšne rime ali pa kaj, se popolnoma zruši sistem. Ne. Ja. Zdaj, od izida tvoje prve in zaenkrat edine plošče minevajo 3 leta. V tem času si pa, sploh v zadnjem času, pa si izdal več singlov. Kako kaže z tem, da bodo ti singli del plate? Kaže dobro. Ne bi rad preveč napovedoval, ker sem pred 2 letoma napovedoval, da zdaj pa vsak čas bo album, tako da že takrat sem ga imel napisanega, pa še kar ni, ne. Nažalost, ali pa na srečo, zdaj kak si kdo vzame, sem imel toliko dela z drugimi stvarmi, pa mislim, dejansko sem lani več reklam posnel kot pa pesmi, ne, kar mi je mogoče malo žal. Ampak to je pač očitno realnost na trgu ali pa pač moje odločitve zdaj, vprašanje, ne, kaj je bil večji faktor. Kakorkoli že, album je spisan v celoti, je na 95% posnet, tako da zdaj je bolj tisto produkcijsko delo, piljenje stvari. Ja, ne bom pa napovedoval nobenih terminov, ampak bo, definitivno. Zdaj, vsebinsko se mi zdi, zadnji singli so malo bolj, malo manj aktivistični, recimo, malo bolj nekako umirjajo sceno, recimo temu, a je to za cel album velja, ali kaj lahko poveš? Se bo treba še malo počakati. Ampak ja, je pa res, da sem na drugem albumu dosti bolj osebno izpoveden kot pa na prvem. Res sem tisti prvi album, mislim, da rečemo, da je bilo 10 od 14 komadov mogoče takih, ko se nisem ukvarjal samim sabo. Ne? Mogoče je zdaj ta balans malo drugačen. Zdaj, lani si sodeloval z RTV Slovenija v kampanji Odpikajmo nasilje za preprečevanje medvrstniškega nasilja. Kakšne so pa bile kaj izkušnje tvoje in kaj si v bistvu odnesel od tega in kaj ste uspeli doseči? Ja, zdaj pričakovati, da bo zdaj ena taka kampanja spremenila odnos mladih do medvrstniškega nasilja, je iluzorno. Vsekakor pa nekaj pa se je premaknilo. Jaz sem po tem, ko smo mi to skladbo izdali, sem kar dosti hodil po različnih šolah, so me vabili na pogovore z mladimi in jaz sem odnesel predvsem to, da sem ugotovil, kakšni mladi so, ker z leti sem se malo izgubil stik. Ne? In mladi ti povejo res take zgodbe, ki te nekako vrnejo v tvoje otroštvo in se začne spominjati, da v bistvu ni toliko drugače, kot se ti zdi, ni toliko mogoče nujno več nasilja, kot ga je bilo včasih. Jaz samo mislim, da je to nasilje danes dosti bolj vidno, zaradi tega, ker imamo internet in vse pristane gor, ne? Hitro se vse posname, medtem ko je bilo včasih, pa to je po eni strani hujše, ne? Je bilo še manj se o tem govorilo, je bilo še bolj skrito. Kaj pa se mi je zdelo pri tej kampanji pomembno, pa je to, da smo mlade poskušali opolnomočiti in jim dati nekako to samozavest, da če si priča nasilju, da nisi tiho, da nisi pasiven opazovalec. Ne? Ampak da storiš nekaj. Ne? Ni nujno, da se vmešaš sam, če nisi sposoben situacije nekako nadzirati, ampak da to vsekakor nekomu poveš, ki bo ukrepal. Ne? Zato, ker neke nedolžne, na videz, mogoče na prvi pogled nedolžne situacije so lahko zelo travmatične za marsikoga. Marsikoga se spomnim svojega življenja, ki so ga maltretirali, pa so ga tako potolkli, da nikoli ni mogel več iz tega ven. Ne? Vedno se je počutil potem
potlačeni, drugi ljudje se z tega vrnejo kot Feniks iz pepela in so še močnejši. Ampak zakaj bi tiho trpeli in molče trpeli, če obstajajo ljudje, s katerimi se lahko pogovorimo, in je potem tudi vse lažje, ne? Dosti mladih misli, da če bojo nekomu starejšemu kaj povedali, da bo takoj toži baba, takoj si na tnalu in bo samo še slabše, pa ni nujno tak, ne. Zdaj so se tudi starejši že naučili, da je treba drugače pristopati k tem težavam, ne. Jaz se spomnim še iz svojega otroštva, ne, sem tudi imel bulije, sem sam bil včasih bulije, ampak tudi sam sem imel bulije, pa si nisem drznil pisniti, ne, in sem sam prenašal in mi je bilo ful težko takrat, ampak sem šel nekako sam skozi to in nikomu ne privoščim, da daje to skozi. Ja. Zdaj ogledal in prebral sem več intervjujev s tabo med pripravami na to in sem ugotovil, da praktično vsakič te najprej vprašajo po imenu in vzdevku. Se odločam to za konec pustil. A po narečju me ne boš vprašal? To je pa drugo vprašanje. Ja. Meni se zdi, da je treba, da sploh, mislim, te zvrste popularne glasbe, ki ima nekaj zapovedati, se mi zdi, da je bolj deluje v narečju, tako da se mi zdi povsem naravno. In za folk glasbo, in za punk, mislim, kaj boš punk v knjižni slovenščini, kako bi zveneli punkerci ali pa... Ali stari, recimo. Ja. No, ampak škotska rock skupina Franz Ferdinand si je nadela ime po Habsburškem princu, ker jim je bila všeč aliteracija, pa imeli so željo, da bi postali tako slavni, da bi se to ime zdaj povezovalo z njimi in ne z njim. Ne? Ali si imel ti podobne ambicije? Ne? Oziroma Leopolda I sta bila pa celo dva, ne? Habsburški in belgijski. Ne? Pa še nek celjski je bil, tako da jih je kar nekaj. Ne? Ja, mislim, nisem se iskreno ukvarjal z temi Leopoldi iz zgodovine kaj dosti. Jaz sem poznal edino tistega drugega, ki je bil klavec, ne, v Kongu. Zato tudi sem opustil drugega, nisem ga želel rebrandati. Prvi pa se mi je zdelo rabim neki štempel poleg priimka. V bistvu, da sem sploh šel si izbrati tako repersko ime, je kriv Mito, ne, od Tekočega kruja, ali pa od Oigna. On mi je rekel, Majki, pa ti bi mogel biti Leopold, če imaš taki priimek. Pa sem tako, pizda, to sploh ni slaba ideja, ne. Pol pa še je bilo treba dati eno štempilko in ta prvi je ime naredila malo bolj formalno. Tako da ja, želim si, da bi evo moje ime bilo mogoče bolj znano od tistih prejšnjih, ne. Zdaj, če gre kdo googla tiste stare Leopolde I, ne, bojo kar zanimive ilustracije priletele v vaš brskalnik. Leopold, hvala za druženje in veliko sreče na koncertih in z novo ploščo. Hvala. Nasvidenje.